Po našem mnenju je sodišče zmotno ugotovilo dejansko stanje, zato se bomo pritožili in upam, da bomo na kakšni naslednji inštanci imeli možnost pokazati dejansko stanje. To je pa tisto, kar sem vedel že zadnjič, da to, kar se nas je obsodilo, da smo dobesedno ukradli 10 milijonov, da to definitivno ne drži, da je bilo to podjetje, za katerega smo dali 400 milijonov in je normalno, da imamo iz njega pravico si kaj izplačati. In seveda sedaj na osnovi tega zahtevki, da moramo poplačati 8 milijonov in podobno denar, ki so ga dobili banke, da sem sam osebno vse zgubil, še tisto polovico hiše, kar jo imam, in potem pa sprejemati zahtevko o milijonih in milijonih, ki naj bi jih vrnil, mislim, da so resnično nerealne in stvarjanje vtisa, da imam jaz neke milijone. Verjetno sem najbolj primerna oseba, da se ga razglasi za glavnega krivca vseh poti in stranpoti v Sloveniji, in če je pač tako, potem se proti temu boriti ne moram. Zahteve in pričakovanja tožilca pa vejo pravzaprav vse. Njegovo mnenje je, da za napak naj bi naredil, zaslužim večjo kazen kot naprimer Breivik za namerni pokol 77 ljudi. Mislim, da tako pričakovanje kaže, da je tukaj res mogoče nekaj močno narobe. Razumem lahko sicer jezo in srd gospoda tožilca zaradi situacije v Sloveniji, ne vem pa, če je zato potrebno uničiti kot primer par ljudi, sedi lova na čarovnice, nastopati mogoče kot novi nakapnik. Nisem v dan usode, jaz sem večni optimist in verjamem, da mogoče je prišla resnica na dan, da to, kar smo mi delali, kar sem sam delal, kar od vsega tega imam, da sem dejansko verjetno na tem stolu bil tudi danes obsojen, ravno zaradi tega, ker sem mogoče delal za razliko od marsikoga, preveč pošteno, ker nisem mislil nase, če ne bi naredil tako, da bi že pred leti se izplačali, poplačali, poskrbeli zase in pustili, da firma propade. Tako pa jaz, ko sem videl, da nas banke niso pripravljene več spremljati, takoj umaknil z položaja, prepustil mesto drugim in na ta način je omogočeno, da me tu posluje tudi naprej.